Pozdravljeni! Danes vam bom povedala eno pravljico, ki sta jo napisala Heinz Janisch in Silke Leffler. Naslov pa je Majhno težavo imam, je rekel medved. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Prosim, se razume, dober dan in dobrodošel, je vzkliknil izumitelj. Že vidim, kaj ti manjka. Takle krepak medved seveda potrebuje nekaj, da se bo počutil lažjega. Kot naročeno, glej, čisto pravo stvar imam zate. In že je stopil v delavnico po krila in jih pritrdil medvedu na hrbet. Je rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Kar naprej, je rekel krojač. Aha, krila že imamo in to po zadnji modi, lična in lahka. Zdaj ti manjka samo še šal. In že mu ga je spretno ovil okrog vratu. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Kakšna lepa glava, samo poglej si jo, je rekel klobučar in začel tekati po delavnici. Točno vem, kaj iščeš. Sploh ni treba ničesar reči. Takšno glavo pa že mora krasiti klobuk. Glej, ta bo pravi. Kot po meri. S police je vzel klobuk, podoben kroni, in ga posadil medvedu na glavo. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Na prvi pogled vidim, kaj ti manjka, prijatelj moj ljubi, je vzkliknil zdravnik. Glej, ta pisana zdravila, samo pogoltnil jih boš, pa boš videl, kakšna rdeča lička boš spet dobil. In že je potisnil 3 pisane tablete medvedu v usta in mu dal še velikansko škatlo zdravil za domov. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Besede so tu odveč, prijatelj moj popotni, je rekel ulični prodajalec. Dobro vem, kaj se pravi biti ves čas na poti, danes tu, jutri tam, a le eno pomaga, vsak je svoje sreče kovač. Le kaj bi ti lahko bolj koristilo kot ta enkratni čudežni talisman za srečo. In že je medvedu obesil okoli vratu verižico z velikim, težkim obeskom. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Samo pogumno in brez sramu, prava očala, ta dobiš samo pri meni, je vzkliknila optičarka in nataknila medvedu na nos rdeča očala. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved. Bi mi mogoče... Ja, menda zdaj ne bova hodila kot maček okoli vrele kaše, posel gor ali dol, kadar gre za prijatelje, ne razmišljam. Prijatelji so moje najboljše stranke, rada jih razvajam.
je rekla ženska pred trgovinico in že je smuknila vanjo po rumeno zlat lonec. Med, in to zračni, opojno dišeč, najfinejši zračni med, pridelan iz prvovrstnega travniškega zraka. Čista novost, senzacija, vsak bi jo moral poskusiti. Lonec je potisnila medvedu v šape in izginila nazaj v prodajalno. Je rekel medved in odhlačal naprej. Majhno težavo imam, je rekel medved, bi mi mogoče. Poklic bi zgrešila, če ne bi na prvi pogled vedela, kaj ti manjka, je vzkliknila ženska z goro škatelj pred seboj. Vem, kaj potrebuješ. In že je privlekla na dan par škornjev. To so najboljši medvedji škornji, kar se jih trenutno dobi. Pravi škornji za pravega medveda. Je počasi rekel medved in odhlačal naprej. Na majhnem gričku se je medved ustavil. Dolgo je zrl travnike in polja in hribe okoli mesta. Bil je utrujen. Medved si je odpel krila. Odložil je klobuk in snel očala. Odmotal je šal in si snel verižico s talismanom za srečo. Sezul si je medvedje škornje. Lonec z zračnim medom je položil na tla. Škatlo s pisanimi tabletami pa tudi. Nato je zavzdihnil. Kaj ti je? Je potihoma povprašal glasek zraven njega. Na travni bilki je sedela muha in ga radovedno opazovala. Bolje, da sploh ne začnem, je rekel medved. Tako ali tako me nihče ne posluša. Ni res, je rekla muha. Jaz te poslušam. Povej že, kaj te tare? Majhno težavo imam, je rekel medved. Strašno se bojim teme, ker sem čisto sam v brlogu. Nobenega medveda ne poznam daleč naokrog. Nikogar nimam, ki bi hotel prespati pri meni. Vsak dan trepetam pred nočjo. To pa je težava, je rekla muha. Ampak vem, kako jo lahko premagava. Kakšno naključje, ne boš verjel. Ravno te dni iščem kraj, kjer bi se lahko nastanila. Tale tvoj brlog se mi zdi zelo mikavna možnost. Če si za. Jaz sem. Kaj meniš? Je rekel medved. Veš, da se že zdaj počutim bolje. In to samo zato, ker si z mano. Muha se je usedla medvedu na levo ramo in se udobno namestila. In nato sta jo odhlačala.